Molimo. Vsemogočni Bog, navdihuj nas, da bomo vedno prav mislili in se odločali za dobro. Brez tebe ničesar ne zmoremo, daj nam moč, da bomo živeli, kakor ti hočeš. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojim Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Samo Bog more pomagati. Berilo iz Esterine knjige. Tiste dni je kraljica Estera v smrtni stiski pribežala k Gospodu, molila je Gospodu, Izraelovemu Bogu. Moj Gospod, ti edini si naš kralj, pomagaj meni zapuščeni, ki nima pomočnika razen tebe. Nevarnost zame je namreč prav blizu. Slišala sem v mladosti od svojega očeta, da si ti, Gospod, izvolil Izraela izmed vseh narodov in naše očete izmed vseh njih prednikov v večno dediščino, ter jim spolnil vse, kar si obljubil. Spomni se nas, Gospod, in se pokaži v času naše stiske. Osrči me, kralj bogov in gospodovalec sleherne oblasti. Daj mi usta primerno besedo pred levom in spremeni njegovo srce, da bo sovražilo njega, ki se bojuje zoper nas, da se pogubi sam in tisti, ki so z njim istih misli. Nas pa reši s svojo roko in pridi na pomoč meni zapuščeni, ki nima nikogar razen tebe, Gospod. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev, ko sem te klical, si me uslišal, Gospod. Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, ker si slišal besede mojih ust. V pričo angelov ti bom prepeval, se priklanjal v tvojem svetem templju. Ko sem te klical, si me uslišal, Gospod. Slavil bom tvoje ime zaradi tvoje dobrote in resnice. Ko sem te klical, si me uslišal, pomnožil si moč v moji duši. Ko sem te klical, si me uslišal, Gospod. Rešuje me tvoja desnica. Gospod bo zame dovršil, kar je začel. Gospod, tvoja dobrota traja vekomaj, ne zapuščaj dela svojih rok. Iščite, kar je dobro in ne, kar je hudo, da boste živeli in Gospod bo z vami. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo.
Ali kdo izmed vas bo dal svojemu sinu kamen, če ga prosi kruha? Ali bi mu dal kačo, če prosi ribe? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo vaš nebeški Oče dajal dobro tem, ki ga prosijo. Vse torej, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim, zakaj to je postava in preroki. Kristusov evangelij. Nekaj misli iz današnjega berila in evangelija. O molitvi je govora že v prvem berilu in tudi prav tako v evangeliju. Torej Jezus naroča svojim učencem, naj prosijo in se jim bo dalo, iščejo in bodo našli, naj trkajo in se jim bo odprlo. Življenje se nam včasih zdi, da nismo vedno uslišani, torej prosimo Gospoda, molimo, pa vedno ni tako, kot si mi želimo. Tako kot sem na začetku maše rekel, Bog dobro ve, kaj potrebujemo, tako da vedno tisto res ne dobimo, kar si želimo, pa morda res ni tisto dobro za nas, da pa tisto, kar res rabimo, kar je potrebno za nas. Po drugi strani Bog tudi ve, torej, kaj mi potrebujemo, kot sem zdaj rekel, zakaj ga potem sploh Gospoda moramo prositi, torej, zakaj moliti Gospodu, če on pozna naše želje, naše potrebe. Tu pa mislim, da smo pa tukaj mi tisti, da človek, ko izraža eno molitev, eno prošnjo k Bogu, se lahko začnemo zavedati, kaj resnično potrebujemo. Druga stvar je pa, da smo odvisni od Boga, da nismo samozadostni. Isto kot v odnosu drug z drugim, ni vedno lahko spraševati ali pa prositi drugega za kakšno pomoč, ker želimo biti res tisti samozadostni, da vse zmoremo. Tako da, ko prosimo včasih, mislimo, ja, ni pa vse v naši moči. In pri molitvi enako. Torej, učimo se neodvisnosti od Gospoda, torej, da je Bog tisti, ki nam daje. Človek ni samozadosten, ni samo vse od njega odvisno. Naslednja stvar je pa tudi pri tej molitvi prosilni odnos z Gospodom. Ko ga prosimo, se z njim pogovarjamo, se nam krepi en oseben odnos z njim. In mislim, da človek, ko pride do enega takega odnosa, lahko tudi reče, Gospod, dovolj mi je tvoja ljubezen in tvoja milost, to mi zadošča. Človek ničesar drugega več ne potrebuje, ko se z Gospodom sreča. Pa prosimo tega, da bi se lahko z njim srečali, da bi lahko čutili v svojih življenjih njegovo navzočnost, ki nas ljubi, da za to navzočnost, torej to ljubezen, ki nam jo Bog daje do nas, ne rabimo ničesar storiti, ampak nas brezpogojno ima rad.